Skakalci počivajo v teh dneh ali ne počivajo? Kako je s tem? Ne. Pričeli s treningi 4. maja. Tako da smo že 2 tedna v pogonu, zdaj ta 3. teden. Smo delovni v teku nove sezone, tako da. Miran, ste si lahko privoščili sploh kaj dopusta? Pa smo vsak po svoje. Po sezoni smo imeli na voljo 1 mesec dopusta, zdaj pa kakor si ga sam vzel, si ga je vzel ali ne, ampak ja, verjamem, da smo si ga vsi skupaj vzeli. Za vami je izredno uspešna sezona. Ste pomočnik glavnega trenerja moške smučarske skakalne reprezentance. Kako je biti pomočnik v tako uspešni ekipi? Jaz bi rekel, da je v tem obdobju zelo dober. Pač uživam v vsakih momentih, ko imamo včasih. Je tudi malo naporno, ampak ja, vse se poplača z rezultati fantov, ki jih dosegajo v zadnjih obdobjih, tako da mi je v veselje in čast sodelovati v tej ekipi. Je Robert Hrgota zahteven šef? Pa bom jaz rekel, da z Robijem se poznava že več kot 20 let. Sva skupaj rasla gor. Pa ja, bi rekel, zna biti tudi včasih zahteven, kar je tudi prav, in pač jaz vzamem to sebi, kako bi rekel, kako on reče, tako jaz tudi potem odreagiram in ja. Delo je na prvem mestu, ko je pa delo končano, se pa tudi kdaj pogovorimo, pa se tudi kdaj imamo fajn. Verjetno je zelo pomembno, da je trenerska ekipa skladna. Je to v slovenski reprezentanci, bom rekel, primerjalna prednost z drugimi reprezentancami? Pa ja, tako kot sem že omenil, ja, pač, da z Robijem se že zelo dolgo časa poznava, tudi z ostalimi. Ne vem, tu je pomočnik Gašper Belot, z njim sem tudi zelo veliko preskakal, so bile tudi skupaj v reprezentanci nordijske kombinacije. Potem Matevž Šparovec, serviser, tudi z njim sem že veliko živel otroških let. Potem pa imamo tu malo mlajšega člana, Lojze Petek, ki je tam 10 let mlaj od nas, potem pa Jani Gric in pa Matjaž Polak, ki sta malo starejša. Lansko leto se nam je pridružil tudi Peter Prevc, pa vemo, da smo tudi podobna generacija, tako da ja. Mislim, da je vzdušje znotraj ekipe zelo dobro in pač radi se videvamo, hodimo skupaj po terenu in ja, pomagamo našim fantom do uspehov. Koliko vam pri trenerskem delu pomagajo izkušnje iz vaših tekmovalnih let? Pa bom rekel, bom rekel, da je sigurno kar dosti. Predvsem, jaz sem preživel 6-7 let v B reprezentanci. Bil vedno na meji med celinskim in svetovnim pokalom in ja, te izkušnje pridejo sigurno prav. Predvsem tudi zato, ker sem v tistem času, so bili moji sotekmici tudi Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc na koncu in rekel, te fante sem že kot tekmovalec spoznal, so bili moji sotekmovalci in je tudi sedaj nekako lažje z njimi delo. Vemo, da je Domen Prevc letos osvojil vse, kar se je dalo osvojiti. Težko je ponavljati takšne sezone. Je težko, je zahtevno delati z najboljšim na svetu? Pa bom jaz rekel, sigurno takrat, ko funkcionirajo na najvišjem nivoju, je to zelo, neenostavno, ampak ja, veliko olajša, ampak vse te predpriprave pred tem je pa včasih pride do situacij, ko je malo težje, ampak ja, fantje vejo, kako stvari stojijo, pač sledijo programu in ja, jaz bom rekel, da je z njimi zelo zanimivo včasih tudi delati. Miran, v redu, so v ekipi tekmovalci, ki jim gre, so pa tudi tisti, ki jim ne gre. Tam pa je treba verjetno več energije, kaj ne? Ja, sigurno. Vedno se najde na tekmi, na treningih nekdo, ki pač ne odskače dobro oziroma
ni v najboljši formi, ja, in s tistimi je ponavadi največ, ne bom rekel dela, ampak komunikacije, kako jih bodriti, spraviti nazaj na višji nivo. Ja. In bom rekel, da se velikokrat posvečamo bolj tistimi, ko niso v najboljši formi, kot tistim, ki so v vrhunski formi. Kakšna je vaša vloga kot pomočnika trenerja? Pa ja, jaz bom rekel, desna roka Robija, tu je zraven še tudi Gašper Belot. Jaz bolj skrbim, ne vem, za logistiko, nastanitve, video analize, te stvari, specialni treningi, pomoč, vsa pomoč, potem Gašper pa predvsem bolj za, kar se tiče opreme, skakalnih dresov. Tako je. Na tribuni vas velikokrat vidimo ob glavnem trenerju. Ste tudi tu, si tudi tu nekako razdelite vloge? Ja, predvsem tu sva jaz in Gašper. Ponavadi tako, da ko imamo tekme oziroma treninge, en trening smo jaz recimo na skočni mizi pri tehniki, Gašper je na letni fazi pri tehniki, potem pa se pač izmenjujemo, tako da imamo vsi nekako širšo sliko o vsem dogajanju na skakalnici. Si lahko obetamo v naslednji sezoni še kaj več od slovenske reprezentance? Pa ja, sigurno, pač po tej sezoni, po tej letošnji sezoni vemo, da smo imeli v štartu 3 močne fante. Ne smemo pozabiti, da je tudi Anže Lanišek bil v začetku zelo močen, prvi v bistvu oblekel rumeno majico. Potem je tudi tu Timi Zajc, bi rekel, do Oberstdorfa skakal na visokem nivoju, tako da te 3 fantje verjamem, da so tudi v letošnji sezoni znajo biti zelo močni, verjamem, oziroma veliko možnosti, da tudi nadaljuje Domen v tej smeri, če bo z glavo pri stvari, tako kot bil predvsem letošnjo in lansko sezono. Z ostalimi imamo malo dela še. Kdo od ostalih bi lahko recimo se priključil? Ja, jaz tu imam predvsem Rok Oblak, ki je lepo nakazal že zimsko sezono, da lahko prihaja zraven in z nekaterimi treningi, kvalifikacijami bi že zelo velikokrat, recimo med 20-terico, pa mogoče potem na tekmi, ne, ampak ja. Potlej tu je tudi Žiga Jančar, bil lansko leto prvič, kako bi rekel, v članski kategoriji in je bilo njegovo uvodno leto, tako rekoč, njega tudi pričakujemo nekaj več letos. Ja, pa Lovro Kos sigurno, zelo težko sezono in verjamem, da mu je dala prejšnja sezona tudi nek razmislek, kako vstopiti v novo sezono, kaj so pomembne stvari in pomembni faktorji k uspehu. Pa imamo tudi še zadaj fante, imamo Žigo Jelerja, Žak Mogej recimo, Rok Masle, Enej Faletič, tako da ja, je nekaj kar perspektivnih fantov še v zaledju, tako da ja, no, sigurno, ko za našo ekipo je zelo pomembno, predvsem štabu, predvsem timsko, da smo timsko uspešni in bomo sigurno strmeli k temu v prihajajoči sezoni. Miran, izhajate iz skakalnega Kisovca, ne? Kako gledate sedaj na vso vašo kariero, bom rekel, od malega nadobudnega skakalca do trenerja v eni najboljših reprezentanc na svetu? Pa bom jaz rekel, da pač vsak, ko začne smučarske skoke, si sigurno želi priti enkrat v sam svetovni vrh, ima svoje idole, ki jim sledi. Pri meni je bil to Primož Peterka in Kazuyoshi Funaki. Ja, prideš do neke točke mogoče, ko vidiš, da pač je težko iti više in sem se potem takem bil odločil oziroma bil primoran odločiti za končanje skakalne kariere po 22 letih in se nato 2018 podal na drugo kariero. Začel pri kitajski reprezentanci in nadaljeval pri finski, nato pa
prišel domov v Slovenijo in ja, in zelo sem počaščen, zelo vesel, da lahko delam v domačem okolju za tako ekipo in to mene to dviguje, delati s takimi fanti, ki vem, da so zmožni zelo veliko dati od sebe, plezati po lestvici navzgor, tako da ja. Kdo se je pripeljal na skakalnico? Bom rekel, od očeta kolega sin, tako bom rekel. Me je navdušil, potem me je pa oče vozil na skakalnico v Kisovec. Drugače ste pa iz kje? Iz Kisovca. Iz Kisovca, Ja, čisto ja. domačin. V redu. V bistvu živel po Zagorju, ampak starši so Kisovčani, tako da je. Ja, to je velika razlika. Ja, ja. Kako delajo danes v skakalnem klubu v Kisovcu? Pa jaz bom rekel, da za tak majhen klub delajo zelo vrhunsko, predvsem do tja do 15 let. Vemo, da je velik faktor Zvone Pograjec, ko je že zelo veliko generacij pa tekmovalcev skozi in se je bom rekel, v 30 letih naredil zelo lep center v Kisovcu, predvsem za mlade tekmovalce. Na voljo imajo praktično vse. In ja, zelo dobro. No. Zdaj imajo Kisovčani 2 mladinska reprezentanta, ne? In v moški in ženski konkurenci, kaj jima lahko obetate? Pa jaz bom rekel, da ta mladina je naredila zelo dobro bazo v mladih selekcijah in ja, verjamem, da vsi ti fantje, punce, če bodo pridni, če bodo trdo delali, bili dosledni, lahko dosežejo marsikaj. Kakšen je vaš osebni rekord? Moj osebni rekord je v primerjavi z današnjimi, rekel tako, no, ni neki dolg, ampak ja, 209 metrov. Ni malo, no. Ja, bi si želel še dalje. Še kdaj skočite? Ne. Po končani karieri sem skočil, 2 leti sem še skakal, zdaj pa ne. Kaj si želite v svoji karieri? Ne vem, bom rekel, da je trenutno mi je pač všeč delo, katerega opravljam, ja, in bom rekel, bom videl, kaj bo čas prinesel, ampak ja, želim ostajati v tem športu, ki mi je pač dan. Veliko dni ste zaradi obveznosti od doma, kako usklajujete? Pa bom rekel, recimo v poletnem času ni toliko intenzivno kot po zimi, ker po zimi smo res od konca novembra do Planice smo dejansko po terenu veliko. Včasih so tudi bloki, ko smo po 3 tedne na terenu. Pride pa vmes čas, ko smo, se selimo iz vikenda in vikend po teh srednjeevropskih prizoriščih in smo takrat malo več časa doma. 2-3 dni potem. Gre, ja, tako da ni problema. Hvala lepa in veliko uspeha še naprej. Hvala tudi tebi.